Čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela tekma tretjega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Nova Gorica bodo nogometaši Primorja v narekovajih rečeno gostili Koprčane. Gre za ekipi, ki se zaenkrat še nista izkazali v strelskem smislu. Primorje še ni doseglo gola, Koprčani pa so po drugi strani v uvodnih dveh krogih le enkrat merili v polno. Kombinacije gostiteljev Soljanović, Elias, Mirko Mutavčič. Mutavčič v kazanski prostor, odbija Sidibe na nogo Babin do strela, na mestu pa Metod Jurkar. Podaja Kursija, Primorje pa se je ubranilo. Ankada, Timothy Ankada, strel Ankade, očitno ni bilo prepovedanega položaja. Navijači Kopra zdaj skušajo Ljubljencem dati dodaten odmerek moči. Mark Babaj daleč vrže žogo, Omladič se je boril. Pa Tomek in gol! Koper vodi z 1-0 v sodniškem dodatku prvega polčasa, vendarle Felipe Curcio. Felipe Curcio se je očitno prelevil fantastičnega strelca. Žogo je prejel na levi strani in z natančnim strelom torej ugnal Gašperja Tratnika. Tako preprečil, da bi bolj potentno krenil proti napad. Fran Tomek za Uizdoma Soleja, Sole do strela. To da brani Elias do skoka, pa Smajlagić. Soljanović na mestu vendarle Sidibe, Kursi odbija le na nogo Eliasa. Pa zdaj dober strel, Babin je sprožil namere Nigerica. Tratnik. Elias Teles, tvegano Elias Teles, izgubil je žogo Petriško in gol. Koper vodi z 2-0, verjetno lahko Oliver Bogatine udari štampilko, delo opravljeno. Petriško je izkoristil veliko napako nasprotnika ob soočenju z vratarjem Gašperjem Tratnikom, pa je tudi zelo dobro odreagiral. In Petar Petriško je verjetno tako zapečatil usodo Ajdovcev. Sijajna reakcija koprskega zveznega nogometaša. Sicer je imel tudi nekaj rešitev. Dva soigralca sta ga dobro spremljala. Poglejmo še enkrat to akcijo. Lovrić. Di Mateo Lovrić. Tole zdaj dober strel Ahmeda Ankraha. Bori se Durmiši, dobro Durmiši, Groznica. Na levi strani ga spremlja Durmiši, Groznica žogo potegnil naprej, Groznica, vratnica, ni še konec, Omar El Mansuri. Na koncu so se vendarle zapletli Koprčani. Milan Anđelković, kot smo ugotavljali pred začetkom tekme, podobno kot v prvem in drugem krogu, en polčas dober oziroma soliden za Primorje, potem pa vam je nekako energija padla. Kako ste videli tale obračun proti Kopru? Ja, mogoče malo drugače. Prvi polčas za 35 minute, 37 je bilo res dobro, pa smo pa malo energetsko padali. Drug polčas se mi zdi, da smo bili na nekem nivoju solidnem, polovica polčasa. Zdaj je to ta cena, ki jo moramo plačati s temi izkušnjami, s temi tekmami. Upamo, da je konc tega in da bo naslednja tekma že boljša. Se vam zdi, da so fantje že preklopili, da sedaj ne igrajo več v drugi ligi, ampak da so v prvi ligi, da je to vendarle nek drug in višji nivo? Ja, se strinjam. Mislim, da niso čisto. Čisto iskreno niso čisto, kar je tudi mogoče normalno. Rabaš neki cajta, rabaš neke določene tekme odigrati. Hočemo ta čas zmanjšati, adaptacije zaenkrat nam ne uspeva. Upam, da bo naslednja tekma boljša.
Naslednja tekma je Nafta, še lani drugoligaški obračun. To so tekme, kjer Primorje mora dobivati točke. Čutite kaj pritiska pred naslednjo tekmo? Mislim, da moramo mi vsako tekmo iti na zmago. Je pa res, da mogoče, kot ste rekli, da je bil lansko leto drugoligaško, kot mi. Ne čutim nobenega večjega pritiska, kot današnja tekma. Vsaka tekma je 3 pike nosi in vsako tekmo gremo tako. Mile, hvala lepa in srečno. Hvala vam. Oliver Bogatinov, druga tekma v gosteh, druga zmaga, ampak prvi polčas, ko je bilo Primorje precej strnjeno v obrambi, ste ga težko prebili, ampak na koncu se je vendarle vse skupaj izteklo, verjetno po vaših željah, in tukaj so nove 3 točke. Kako ste videli tekmo? Vsak derbi je težek derbi in tudi ta ni bil izjema. Primorje je znano po tem, da vsaj v teh prvih 2 kolih je pokazalo izredna 2 prva polčasa. Tako da jaz sem vesel in zadovoljen, kako smo mi šli v tekmo in kako na nek način jo tudi pripeljali k koncu. Mislim, da popolnoma zaslužena zmaga, so bili pa momenti tudi, ki bi se lahko drugače obrnili skozi samo tekmo. Verjetno je bil kar pomemben tisti zadetek v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je Kursijo zadev. Pomemben zadetek, ko greš v garderobo z prednostjo, z nekim olajšanjem, da si nekaj ustvaril v tem prvem polčasu, in potem je bilo nam mnogo lažje v drugem delu tekme. Tako da jaz samo lahko čestitam fantom, ki ko je imperativ zmaga, je vedno težko igrati, ko moraš zmagati, je drugi nogomet, kot pa ko ne smeš izgubiti. V drugem polčasu smo videli kar nekaj osvežitev in se mi zdi, da so vaše menjave dale dodatno energijo ekipi in tudi nenazadnje je zadev igralec, ki prišel s klopi. Zadovoljen, mislim, vsak trener je lahko zadovoljen z širokim kadrom in tudi sam imam težave sestaviti prvih 11. Moč te ekipe je mogoče ravno v tem, da lahko gledamo na neko dnevno formo in tudi izbira zalaznika, naprimer, je ravno plod je temeljila na tem opazovanju oziroma nagrajevanju fantov, ki v nekem momentu pokažejo malenkost več in so potem nagrajeni tudi ne samo z minutažo, ampak tudi s tem, da lahko demonstrirajo svoje kvalitetno znanje na igrišču. Felipe Curcio, tretja tekma, 2 zadetka, levi bočni branilec z 2 goloma. To je zelo dobra okrepitev Kopra, ne? Zelo dobro. Felipe ima ekstra levo nogo, to smo vedeli že prej, je prišel v Koper in zaenkrat jo izkorišča oziroma tudi pride situacije, da lahko izkoristi. Vesel sem njegovih golov, verjamem pa tudi bojo prišli predložki za asistence. Oliver Bogatinov, hvala in še tako naprej srečno. Hvala tudi vam. Hvala. Tilen Klemenčič, tudi v tretjem krogu ni bilo za Primorje točk, ampak če gledamo s pozitivne strani, prvi polčas proti Kopru ni bil slab. Kako ste ga vi videli? Pa ja, vedeli smo, kaj nas čaka, da nas čaka težka tekma. Tako kot ste rekli, ja, prvi polčas dober z naše strani, mogoče smo energetsko malo padli zadnjih 5-10 minut, potem pa ponovno te neke naše napake so nas koštale teh zadetkov in nažalost ostajamo praznih rok. Vi ste izkušeni prvoligaški igralec, dolgo leta v Domžalah, prej v Celju. Kako se sedaj počutite v Ajdovščini? Počutim se odlično, fantje so me dobro sprejeli, poznam jih tudi že od prej, tako da se pravim, počutim se odlično in gremo naprej. Sedaj vas čaka nova tekma, še lani drugoligaški obračun proti Nafti. Kako gledate na to, da so v letošnji sezoni tekme v enem krogu razporejene od petka pa do ponedeljka, da imate včasih kar nekaj več časa za pripravo na tekmo? Pa ja, sigurno je to dobra stvar. Vedno je dobro, ko zgubiš, da sledi takoj naslednja tekma. Tako da tudi zdaj moramo se dobro spočiti, zanalizirati naše napake, videti, kaj smo delali narobe in se dobro pripraviti za naslednjo tekmo. Tilen, hvala in srečno. Hvala. Petar Petriško, iskrene čestitke za zmago Kopra in tudi za vaš zadetek. Kako ste vi videli zadetek v drugem polčasu, potem ko ste prišli v igro s klopi? Pogodak nas je vodio samo mirno da završimo utakmicu
Prvo poluvreme dosta teško, ispitivanje neko snaga, zabili smo gol praktički u najboljem trenutku, u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Otišli hladnije glave u drugo poluvreme. Došao je i taj gol, oduzeta lopta Ankraha, ja 1-1. Eto, odlično je završilo i eto. Kako se sedaj počutite v novi sezoni v Kopru? Kar velika borba je za boj v enajsterici oziroma v prvi ekipi. Sedaj ste dobili priložnost v drugem polčasu in ste jo izkoristili. Pa tako je, da. Borba je uvijek za prvih 11. Najbitnije je ekipa, da se pobjeđuje i ništa, idemo trenirati, dosta vremena do Brava, izboriti se, eto, kao što ste rekli, za prvih 11 ako je moguće i dalje nastaviti ovaj niz. Petar, hvala in srečno. Hvala vama.